Vita, ta majca še ne zapol za reklamo. Tis pa, ja, trep, kaj sem te zdaj vsake 5 sekund preoblačila, kaj ste vi pretegeni malo, še to kapom dava grna, ti mi pa še en pir prinesi, sam da bo laško. Ja, ofni ga, miža ga gledala, kaj. Kaki kresi ti je. Upam, da je šalca omita. Nadej štarti, upa še ta temno je, što bo dobro. Iz ljubljanskega studija 136, to so vesti na vesti, jel? Protestni shod zavoda 25. junij na Dragonji je odpovedan, ker organizatorji zanj niso dobili dovoljenja, seveda če ni Laško organiziralo, bumbari. Joško Joras še vedno gladovno stavka, koprski župan pa je o protestih na Dragonji in njegovi stavki na srečanju istrskih županov povedal tole. Da mi je še to kapo dala podobniku, da ga ne v sonce vžgalo, meni tek ne paše, ta kapa se mi zdi. To, kar se dogaja, kar pač gospod Joras, pa z njegovimi somišljeniki, pač njegovimi podporniki nekaj predstavlja in njegovo delovanje v zadnjem času na meji je preseglo vse mero dobrega okusa in moramo jasno povedati, da prebivalci slovenske Istre, pa tudi hrvaške Istre nikako nismo, ne stojimo za tem, ne tako ne drugače. A veš, sem bi pa kako bolj usko majico dali, ali kako manjšo številko. Ko smo tudi Joške, sem zdaj ne pride do izraza, smo večje Joške kot Katja Lenartova. Daj priti meni majico malo tek zategni, da bo Joške se videle, Koroške, se veš, kak je to. Da se nam zadušla, no. Popovič je povedal tudi, kako je ob Dragonji včasih potekala meja. A se vidijo? Dobro vemo, da se na drugi strani Dragonje pač je ingerenca Hrvaške, vse od osamosvojitve, to vsi vemo. In tudi župan Pirana, tudi kot prejšnja župan Pirana se nikdar ni dotikala na drugi strani meje, oziroma na drugi strani Dragonje. Minister za javno upravo Gregor Virant je odpovedal podpis kolektivne pogodbe za javni sektor, zagrozil je celo z odstopom. Zdaj imam pa jaz dojst tega. A lahko ti meni nekdo razloži, kaj je to kolektivna pogodba? Skozi ene tujke uporabljamo, nobenemu nič ni jasno. Kaj je to kolektivna pogodba? Mi ti zdaj razloži, jaz sem pa en šluk naredila. Ja, to je tako, kaj če... Sam prid, pa to tja povedal Denko, jaz tak mogoče vem, kaj to pomeni, oni pa sploh ne vejo. Kolektivna pogodba je, če... Je tako ena pogodba, ki pa vsi podpišejo isto. V redu, no. Vzemi pir, pa spi, pa jedi. Do zapleta je pa prišlo, ko je vlada v novelo zakona o sistemu plač vnesla spremembe v prid vojaku na zahtevo obrambnega ministra Karla Erjavca, vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, nem zdaj o tem, a je v redu, kaj je to javni sektor. Doro Hvalica je nad Virantovim ravnanjem pričakovano navdušen. Minister Virant je na strani zakona. On zagovarja in ustraja pri tem, da moramo ohraniti naravo in duh zakona. Tokrat se je prav zaradi tega seveda znašel skupaj s sindikati na isti strani fronte, da pogotno tako rečem. Opozicijski poslanci, zato opoziciji, to vam je jasno, da to pomeni to ono nasprotno od koalicije, čeprav to pa tudi ne vem, kaj pomeni. V glavnem še ti opozicijski poslanci zahtevajo javno predstavitev mnenj o resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 do 2013. Po mnenju Ministrstva za zdravje, to tako vemo, kaj je, ali Ministrstvo za zdravje bojda, to ni potrebno, saj naj bi bila resolucija že deležna široke javne razprave. Jožef Školč iz LDS pa jih je zato poslal k zdravniku. Ti spaja trep. Če bi ostali znotraj polja dela tega odbora, bi pravzaprav morali razmišljati o tem, da se pripravljalce te dokumente pošlje, če se lahko šalimo, k otorinolaringologu. Finance so izračunale, da naj bi bilo premoženje Boška Šrota in Igorja Bavčarja vredno tretjino letnega proračuna Slovenije, ti spaja trep. Svoje mnenje o tem nam je zaupal Jožef Horvat iz NSI. Ta imena, o katerih se piše, o katerih se govori, bo pa Slovenija pomnila, verjetno še dolgo v prihodnost. Lahko pričakujemo aretacijo Boška Šrota?
To ni vprašanje za poslanca. Imamo v Sloveniji organe pregona in ti organi se zdaj naj izkažejo, če bodo ocenili, da je resnično prišlo do kršitve slovenske zakonodaje. Poslanci Državnega zbora so pred cajtom sprejeli zakon o omejevanju in uporabi tobačnih izdelkov, ki pa ga zdaj poslanci, PR-ovci in novinarji v parlamentarnem hranu preklinjajo. Se jaz ga tutka. Kljub temu, da imajo pod novem urejeno tudi kadilnico na prostem, više se pa nimam. Eden redkih, ki mu ob cigareti ni nerodno govoriti, pa ostaja Aleš Gulič iz LDS. A je to oni? Sčupo. Ta borček je prav simpatičen, no. Ta krogla je pa tako na nek način pomanjkljiva. Manjka veriga. Najlepša hvala. Prosim. Tole je gospod Vlado Vodušek. Je, daj ne, prosim, te pizdarija. Tole je pa Suzana Lovec, ne kadilka. Žiga Kadilc. Žiga Kadilc. In Melita Župevc. Kadilka. V petkah kadilka. Polanska pa Šubičeva gimnazija sta med sebo se steple z vodnimi baloni. A to je novica, ali kaj? Dej, da vidim to, no. Kako se bo tej to naredili. Pa dan maturantno imamo in bomo zdaj Poljance strelili totalno. Vsi pomarati, pa gremo pa še do ledine in pa imamo še tam se streliti. Zdaj moram pa laufati. Čau! O nalogah centrov za socialno delo na področju rejništva komentarnjeva Metka Kralj. Naše združenje Moč za zaščito otrok, ki ne morejo živeti pri starših, spremlja sistemsko in zakonsko ureditev rejništva ter z opozarjanjem na nedoslednosti in probleme skuša izboljšati položaj otrok, ki živijo v rejništvu. Rejništvo je ena od strokovnih nalog centrov za socialno delo. 27. februarja 2007, pred 15 meseci, smo skupnost centrov za socialno delo zaprosili za katalog nalog in standarde in normative iz področja dela centrov. Ker nismo dobili odgovora, smo jim poslali še zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, na katero smo prejeli zavrnilno odločbo. Na odločbo smo se v zakonitem roku pritožili. Pritožbo je obravnavala informacijska pooblaščenka, ki je 15.6.2007 sklenila, da se zavrnilna odločba odpravi. Organ, skupnost, pa je prosilcu dolžan v roku 15 dni od prejema te odločbe posredovati katalog skupaj s standardi in normativi. Vendar od skupnosti centrov za socialno delo še do danes nismo prejeli zaprošenih dokumentov. Februarja letos smo za ukrepanje prosili še upravnega inšpektorja, ki pa nam je pojasnil, da v zadevi ni pristojen. Tako nevladna organizacija Združenje Moč za pomoč otrokom, ki ne morejo živeti pri starših, še danes čaka na konkretne podatke o nalogah, normativih in standardih, ki veljajo za opravljanje rejniške dejavnosti. Ti podatki bi nam izredno koristili pri preverjanju in izboljševanju kvalitete obravnave otrok, ki živijo v rejniških družinah. Katalog javnih pooblastil nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo, je skupnost centrov za socialno delo leta 2007 izdala v knjižni obliki in ga prodaja. Menimo, da gre v tem primeru za informacije javnega značaja in zato bomo še naprej čakali, da skupnost izvrši odločbo informacijske pooblaščenke točno tako, kot je ta zapisana. Teče pa že 15. mesec. Kaj pa te mučkajo teh cajta, no? 15 mesecev. 15 mesecev. Pa, ne moreš verjeti. Ja. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V romskem naselju Koželjevo v ljubljanskih Žalah smo obiskali predpremiero dokumentarnega filma Moj ljubi geto Dimitra Anakijeva. Film, ki opozarja na stanovanjsko problematiko Romov, smo si ogledali v družbi glavnih akterjev tam živečih Romov. Dej, da vidim to. Od visokog tlaka po 240 tlak visoki. To je predpremijera dokumentarnega filma Moj ljubi geto, ko su Romi na Koželjevoj prvič dobili obavestilo da njihovo barakarsko naselje bodo rušili. Da se mora to te lepe stanovi, mislim, što smo mi napravili, mi, ne država. A še tedga mi už nesu, zdaj bekno, požeruh, požrešni, pijani.
Da ne bom še kaj drugega ti rekla. V Mariboru so odprli 10. festival kreativne komunikacije Magdalena, namenjen mladim ustvarjalcem do 30 leta starosti. Na otvoritvi je obiskovalce zabaval Rambo Amadeus. Gospa, lahko prosim 4 mrzla piva. Ej, pa se je on povedal reklamo za Laško. Zakaj pa te jaz moram delati reklamo za Laško, nam je delala, tis pa je trep. Zakaj pa zakriv zdaj? Še vreme? Še vreme? Ja, nič se ne uvidlo, ka? Iz lanskega studija 136, to so bile vesti na vesti, ostanite še naprej z nami. Adio!